Še mene je presenetilo tole dejstvo. Pri Chevroletu vsako minuto prodajo 7 avtomobilov po svetu. Pomeni, da bodo v času, kolikor bo trajal tale prispevek, verjetno prodali kakšnih 20 avtomobilov. Chevrolet je četrta najbolj uspešna znamka po prodaji vozil na svetu in Evropa se zdi še zadnja trdnjava, ki jo mora osvojiti. Očitno so se skupaj dobro zastavili, saj prodaja stalno narašča, izdelki pa so vse boljši. In letos je napovedanih res veliko novosti, kot so novi Aveo, 5-vratni Cruze in atraktivna Camaro ter električni Volt. Vse skupaj pa se upada 100-letnico znamke, ki jo je ustanovil, verjetno niste vedeli, Švicar Louis Chevrolet. Ampak o tej častitljivi obletnici enkrat drugič. Danes je v glavni vlogi v mrzli Avstriji nova oziroma prenovljena Captiva. Najprej zunanjost. Nova je vpadljiva maska z velikim logotipom, luči imajo sedaj obrobe, smerokazi so tudi v ogledalih, vse skupaj pa dejansko deluje na malo višjem nivoju kot prej. Tudi v notranjosti so se trudili ustvariti malo več prestiža, tako da sta serijska recimo Bluetooth, pa električna pomožna zavora. Še vedno je zelo veliko prostora, na voljo sta tako 5 kot 7 sedežna različica, velik napredek pa so naredili pri zvočni zatesnitvi, kar se med vožnjo res opazi. Chevrolet se hvali, da je pred 75 leti prav ta znamka izumila razred SUV-ov s prvim Suburbanom. Captiva pa zdaj uteleša vse njihovo znanje, ki mora biti na voljo po še vedno ugodni ceni. SUV vozila so v zadnjih 5 letih postala izjemno popularna, saj se je njihova prodaja v Evropi skoraj podvojila. Vendar ob tem niso prav nič terenska, če kdo še vedno zmotno misli. Zmorejo vse manjše naloge, kot so vožnja po zasneženi cesti, speljevanje na spolzki podlagi, samodejno spuščanje po klancu, ko avtomobil sam zavira in premagovanje manjših preprek. Vse to omogočajo oddaljenost od tal, 4-kolesni pogon in elektronski dodatki, kar bo dovolj za večino kupcev in kar smo preizkusili na poligonu, ki je na skoraj 2000 metrih nadmorske višine. Pri vsem tem sem preizkusil Captivo z novim 3-litrskim benzinskim V6 motorjem, ki ima 190 kW. S to različico pa se želi Chevrolet umešati v boj med malo bolj prestižnimi SUV-ji. Gre za čisto nov agregat z neposrednim vbrizgom goriva, spojen pa je s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Na voljo je še en benzinski 2,4-litrski motor 123 kW, ki bo zelo ugodno ceno pričenjal ponudbo nove Captive. Seveda pa smo Evropejci udarjeni na dizle in zato sta na voljo še 2 čisto nova dizelska motorja. Tudi po občutku moram reči, da je ta 2,2-litrski dizelski motor najbolj primeren za Captivo, ker ima veliko več navora. 350 ali 400 Nm in 120 ali 135 kW moči. Menjalnika sta 2, ročni in samodejni, oba s 6 stopnjami, kar nekaj truda pa so vložili še v podvozje, da je bolj suvereno v ovinkih in hkrati celo bolj udobno za potnike. Evo, pri Chevroletu so v času tega prispevka prodali 20 avtomobilov po vsem svetu. Kaj? Me opozarja, da 21. V glavnem, avto bo na voljo spomladi, tudi pri nas.